v današnji vrtinec smo postavili Mariborski materinski dom. Ta namreč prav letos obeležuje 10 let svojega delovanja. O prehojeni poti in novih izzivih pa z vodjo Žanet Mithans. Žanet, dobro jutro. Dobro jutro. Če pomislimo 10 let nazaj, takrat smo v medijih poročali o začetnih težavah, ki niso bile tako na samem materinskem domu, ampak v okolici, ki takrat samega materinskega doma ni preveč dobro sprejemala oziroma vsaj prvih indicev, da bo v tistem okolju ostal. Kako je po 10 letih? Se je vsaj ta pogled spremenil? Ja, veliko se je spremenilo v vseh 10 letih. Okolje je tisto, ki sprejema nas kot ljudi, ne zgolj kot program, ampak kot ljudi, ki živimo skupaj. In to je tisto, na kar smo pravzaprav zelo ponosni, in jaz verjamem, da skupaj z vsemi, s katerimi sobivamo v naselju, v okolju, kjer si pravzaprav tudi poskušamo pomagati drug drugemu. Sosedje nam na različne načine poskušajo pristopiti, bom rekla, tudi z sadjem, zelenjavo, mi pa poskušamo tudi postoriti kakšno delo, kadar je seveda to mogoče in tudi potrebno. Tako da v okolju smo več kot lepo sprejeti. Na začetku torej strah pred neznanim in novim, lahko rečemo. Ja, kot običajno. Dom je, oziroma sam materinski dom je v vseh teh 10 letih namenjen materam z otroki, pa nosečnicam, porodnicam, samskim ženskam. Imate podatek, koliko se jih je zvrstilo, koliko ste jim nudili varno streho nad glavo v zadnjih 10 letih? Ja, glede na to, da letos torej obeležujemo 10. leto delovanja, smo seveda tudi malce naredili eno statistično pogled v delovanje. Torej, pri nas je do danes živelo nekaj več kot 325 žensk skupaj z otroki. Ves čas smo sledili temu, da smo tukaj zato, da jim pomagamo, torej vsem tistim, ki ste jih tudi navedli. Torej tukaj smo za vse matere, za otroki, ženske, porodnice, nosečnice, ki so se znašle na takšni življenjski poti, v takšni življenjski situaciji, ko potrebujejo pomoč, ko ali ne zmorejo naprej same, ali je pa, bom rekla, tudi posledica družinske situacije takšna, da je potreben umik. Tako, tudi če imate kakšno vprašanje v povezavi z današnjo temo, telefone v roke, pokličite na telefonski številki, večkrat se boste izpisali tudi na vašem zaslonu. Zakaj so stigmatizirane v našem okolju večinoma ženske? Kakšna je odgovornost moških, očetov, njihovih otrok, njihovih partnerjev, mož? Ja, seveda se ne bom rekla, s tem vprašanjem veliko ukvarjamo tako v naših strokovnih krogih, kakor mislim, da tudi družbeno. Patriarhalne vrednote so pri nas še zmeraj kar precej prisotne. Torej, če že izhajamo iz tega, kaj je vloga ženske, ki pomembno prispeva k temu, da poskrbi za otroke, družino, seveda velikokrat ob tem pozablja nase, in tudi če drug pol potem pozablja, da so v družini pomembni vsi člani. Da vsak nosi svoj del odgovornosti za to, da bo družini šlo bolje. Torej, mati in oče in pa tudi otrok je pomemben del in član te skupnosti. Tudi na to namreč pozabljamo v današnji družbi, da je pomembno, da tudi otrok soprispeva, ampak seveda za tistim, da starša postavljata, kaj je tisto, kar je pomembno, da sta ona dva v vlogi staršev, ne pa obratno, kar se nam tudi dogaja. Tako da ja, zdaj, če se vrneva v vprašanju, seveda je pomembna vloga obeh, ženska in moška, in tudi otrok potrebuje oba starša. Seveda, kadar je to mogoče. Zdaj, mi se pri našem delu, se veste, večinoma soočamo z posledicami nasilja v družini, ko so tudi umiki iz družine potrebni, da ne rečem, da so kdaj seveda celo nujni. Že zato, da ženske ne ogrožajo sebe in svojih otrok, je pomembno, da se umaknejo iz okolja, v katerem doživljajo nasilje, ker so posledice preživetega nasilja toliko hude, da smo seveda tudi mi tisti, ki jih spodbujamo v tem, da bi to zmogle, da naredijo ta korak, ker vemo, da traja več let.
preden ženska zmore, lahko traja več let, preden ženska zmore oditi iz nasilnega odnosa. Takrat je nekoliko drugače v kontekstu tega, da zelo moramo presoditi, kdaj so stiki oziroma druženja otrok z očeti, ki so povzročali nasilje, koristni za otroka. Ker v ospredju je vedno ali mora biti korist otroka. Ne pravica staršev do stikov z otroci, ampak pravica otrok do stikov s starši. V 10 letih se je sicer marsikaj spremenilo, pred 10 leti še ni bilo gospodarske krize, lahko rečemo. So stiske žena z otroci večje po 10 letih ali je ta težava vse skozi prisotna? Veste kaj, mi se pravzaprav vsa leta soočamo z njihovimi zelo težkimi situacijami, ki so se pa povečale seveda na finančnem področju. Torej, ženskam zagotovo, ko odhajajo, gre težje iz čist preživetvenega vidika. Seveda smo se s tem soočali tudi prej. Torej, ženske, ki so odhajale, so ponavadi za seboj pustile vse. In to se dogaja tudi danes. Nekatere, veste, tudi domove, ki so si jih sezidale skupaj s partnerji, pa do njih nimajo več ne pravice, ampak možnosti živeti tam, ker velikokrat se še dogaja, da seveda tudi partner ostane, pa tudi če ne, so tam ogrožene. Torej, tudi svoj dom zapustijo. Mi celo pravimo, da na nek način postanejo brezdomke. In če ni programov, ali pa če ne bi bilo programov, ki jim torej nudimo pomoči, bi v resnici bile brezdomke. In tudi statistični podatek zadnjih raziskav, ki je bil delan prav na tem področju, je pokazal, da ženske brezdomke so brezdomke v pretežni meri zaradi posledic nasilja v okolju, v družini ali pa tudi potem posledično v okolju. Tako da stiske so kompleksnejše, zelo so povezane med seboj. Tovrstna gospodarska, ekonomska stiska je zagotovo en dejavnik tveganja, je generator vrst drugih težav, ampak veste, nasilje vemo, da se dogaja v vseh okoljih, tudi v družinah, ki so ekonomsko bolje stoječe ali ki nimajo težav z preživetjem. Dva telefona imamo v tem trenutku. Lep pozdrav, izvolite. Ja, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Gledalec iz Ljubljane. Drugače pa jaz poslušam tole vajino debato, oziroma zdaj ste se na koncu tudi malo dotaknila tega, ampak jaz nisem opazil prav poudarka na to, kaj lahko družba naredi za to, da pojača, da vrne delovna mesta, da se ojača ta socialni krog sočutja v tej deželi, ker če ni delovnih mest, če ni gospodarske rasti, če sploh ni vizije, jaz mislim, da bo kriminala v tej deželi mnogo več, kot ga je bilo do zdaj. In tudi nasilja hkrati v družini. Seveda in zmede v vseh potem inštitucijah, kot je sociala in ostale stvari, mnogo, zato ker ni ta dežela izgubila vizijo. In če ne bo dežela najdla nek smer, nek kompas, jaz se bojim, da se oproščam za to izjavo, ampak se bomo po Slovenci poklali med seboj. Najlepša hvala za vaše mnenje in vaše opozorilo. Še nekoga imamo na telefonski liniji, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Mojca iz okolice Celja. Jaz bi pa rada nekaj vprašala. Mene pa zanima, če mi lahko nekdo pove od pristojnih, to že večkrat vprašala na našem centru, kdaj se bo to dalo narediti, da se bojo moški umikali. Zakaj moramo vedno biti ženske tiste, da se moramo umikati? Tako, najlepša hvala. Kako z 260 evri preživeti, težko je. Jaz se ne vidim v tem. Hvala za odgovor, bo poslušala. Hvala za vprašanje. Tako pri našem gledalcu lahko rečemo, da se mora družba dejansko senzibilizirati, kar se tega tiče. Tudi večjo odgovornost k prispevanju v samo družbo moramo začutiti. Zavedati se moramo v resnici vsi, vsak pri sebi in sicer, da je naš prispevek k temu, da bomo spreminjali že odnose. Torej zdaj tisto, k čemer smo mi pretežno usmerjeni, je delo na odnosih. Mi tudi ženskami veliko delamo na tem odnosu do sebe.
Ne? Ker ko ženska pride, je zlomljena, ohromljena, kdaj zase tudi rečejo mrtva v sebi, sploh ne, brez občutka, da živi. Torej najprej moramo priti do tega, da bo zaznala, da je tukaj, da je živa, da lahko nekaj naredi, da je pravzaprav preživela, da ima moč, če tudi se tega ne zaveda. Torej, ko pridemo do te točke, da vzpostavi ta stik s seboj, s svojimi viri moči, potem na nek način gre lažje tudi v odnosu z otrokom, kar je do takrat na nek način oteženo. Pa sama družba, ravno na to je opozoril naš gledalec, da si preveč zatiskamo oči, mislimo samo na sebe. Zelo smo tolerantni. Tolerantni smo, če zdaj vzameva kot nasilje v družbi, ki ga je veliko, že v komunikaciji ga je zelo veliko. Ne? Ljudje smo lahko zelo arogantni drug do drugega, nestrpni. To moramo preseči dejansko. Preden nam čisto do konca zmanjka časa, še o tem, kako, kdaj bodo moški odhajali. Zakonodaja se sicer v 10 letih tudi na tem področju nekoliko spremenila. Zakonodajo imamo. Zakon o preprečevanju nasilja v družini omogoča, da ob prijavi nasilja že policija lahko izda ukrep prepovedi približevanja nekemu kraju, osebi in pa potem tudi sodišče. Nadalje. Je pa res, veste, da ti ukrepi veljajo nekaj časa in da seveda tudi določene osebe, povzročitelji kršijo. In je potem ženska, ki je v pretežni meri, to zakaj o ženskah kot žrtvah nasilja govorimo, zato ker je več kot 80% po statističnih podatkih žensk tistih, ki so žrtve nasilja in posledično tudi otrok. V nekem manjšem procentu pa seveda so tudi moški lahko žrtve nasilja, ne, da se ne bomo narobe razumeli. In so torej ženske tiste, ki morajo oditi, da se zaščitijo. Zaradi tega, kot sem prej rekla, tudi domove imajo, ampak morajo oditi. Tudi težka situacija, ravno gospa je omenila. Potem je pa potrebno iz nič preživeti. Tu ste tudi vi, 10 let, že kar se da uspešno, naj vam ne zmanjka energije za vse tiste, ki so pomoči potrebni, vsekakor še na nadaljnjih mnogo, čeprav bi bilo dobro, da sploh ne bi bili potrebni. To je naš cilj, ampak sicer, dokler ga ne dosežemo, smo tukaj, da pomagamo. Tako, lahko se obrnete tudi na materinski dom v Mariboru. Hvala lepa še enkrat.